Spoštovani gledalci in gledalke, gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni. Danes je spet v studiu z menoj gospa Jožica Ličen iz Škofijske Karitas Koper. Prav lepo pozdravljena. Dober dan. Kako je kaj na Karitas Koper? Karitas Koper je kar široka, cel primorski pas, od Bovca do Izole zavzemamo in tako da je zelo dinamično. Kajti želimo pomagati ljudem tako na severu, kot na jugu, kot v notranjosti. Stisk je veliko, vendar tudi ljudi dobre volje je zelo veliko. Takih, ki radi pomagajo, tako da... Ki radi delajo pri Karitas in tudi, ki radi tudi kaj nakažejo oziroma dajo materialne stvari. Vse je. So ljudje, ki radi darujejo, pač tisti, ki nimajo časa ali posluha, radi darujejo svoj dar, pa naj bo to materialna stvar, naj bo to denar. Tisti, ki pa radi svoj čas uporabijo za pomoč človeku v stiski, pa hvala Bogu, bom rekla, še vedno jih imamo veliko. Ja, Bogu res hvala za vsa ta dela, tudi tebi za velika dela. Najprej bi pogledala, kako doživljaš 25 let slovenske Karitas, ker toliko let sva oba pri tej stvari, odkar je bila ustanovljena od škofovske konference oziroma takrat še ni bila škofovska konferenca. Ja, 1. maja smo res praznovali 25-letnico ustanovitve slovenske Karitas. Kako gledam? Začelo se je iz nič. Najprej je bila samo beseda in papir. Beseda gospoda škofa Šušterja, da nas ustanovi, in ustanovitveni akt. Potem pa je kot domine začelo rast, dobrota, solidarnost, prostovoljnost. Če smo imeli samo nekaj ljudi, ki so bili pripravljeni v začetku poprijeti, danes 10 000 prostovoljcev. Če smo imeli samo par župnijskih Karitas, danes nas je skoraj 500. Tako da mislim, da nobena institucija znotraj cerkve ni tako hitro zrasla, kot je zrasla prav Karitas. Na eni strani so bile stiske, ki so vabile k pomoči, na drugi strani so bili ljudje, ki so bili pripravljeni pomagati. Pa slovenska pomlad nam je dala dihati, tako da lahko rečem Bogu hvala in tudi vsem tistim, ki so delali prve korake. Tu se vidi, da je v cerkvi vedno živela Karitas ne kot ustanovljena, ne kot priznana pred cerkvi, ker nismo smeli imenovati, ampak to je vedno živelo. Kar smo poslušali, da smo tudi delali. Točno to. Če si v nedeljo pri maši slišal ljubi svojega bližnjega kot samega sebe, kaj bi naredil drugega v ponedeljek, kot delal. Ni bila organizirana Karitas tisto veliko začetnico, toda z malo začetnico. Če gremo gledati diakonijo, vse te dobrodelne ustanove stoletja nazaj. Predal dobrote ne smemo pozabiti. Tako, stoletja nazaj, ne samo leta nazaj. Če gremo gledati, vse te ustanove je ustanavljala cerkev. Redovni bratje, duhovniki, laiki. Pri nas je res, kot si rekel, predal dobrote oral ledino. Gospod Bole, mu lahko rečemo, bil je pogumen mož. Lahko je danes, ko imamo vsa vrata odprta. No, skoraj vsa. Skoraj vsa, ja. Skoraj vsa. Vendar takrat so bila pa vsa zaprta. Redko katera so bila odprta. In on nam je nakazal smer. In v teh dneh tudi vi praznujete 25 let, primorska Karitas, raje rečete, ne? Zbrali se pa boste v Kopru, ne? Ja, naš škof, naš sedež je na škofiji v Kopru, nikaj, vendar da lažje nas tisti v zaledju razumete, rečemo na Primorskem. Lepo. In 25 let bomo praznovali, sicer prav uradni datum je september, vendar takoj, ko je bila ustanovljena slovenska Karitas, so se naši predstojniki začeli pogovarjati, pa dajmo. Iz načrta je kaj kmalu nastalo. Jaz sem malo gledala zgodovino v začetku, tiste prve leta 40 župnijskih Karitas.
danes imamo pokritih 166 župnij. Tako da več kot dovolj za praznovanje. Sigurno. In kaj se bo kaj tam dogajalo? No, v soboto se mi dobimo v Kopru. To bo romanje, ne? To je praktično, imamo pri Škofijski Karitas Koper vsako leto romarski dan v začetku junija. In takrat poromamo v nek kraj, kjer nas povabi določena dekanija. Pri nas imamo 8 dekanijskih in območnih Karitas in nas gostijo. In glede na to, da je sedaj 25-letnica, nas vabi območna Karitas Istrska in v Koper. In tudi tisti junij smo premenjali, ker 6. junija pride Sveti oče v Sarajevo in bodo naši škofje šli tja. Pa je rekel gospod škof Juri, ja, pa jaz bi bil rad z vami. In ko je to rekel, ni bilo problema, smo zamaknili za en dan, za en teden. En teden. Tako. Lepo. Mašo boste imeli, ne? Ja, dogajalo pa se bo čisto preprosto, tako kot vedno, kajti sodelavci Karitas vemo, da je življenje najbolj prijazno in najbolj lepo med preprostimi ljudmi. Začeli bomo sveto mašo ob 9. v stolnici. Računali smo, da bo že bolj toplo, vendar slabo kaže. Pa računamo, da bo. Bo. Tako da ob 9. se dobimo v stolnici. Skozi sodelovanje pri maši želimo pokazati to našo mrežo. To razvejanost Karitas v naši škofiji. Tako da bom že zdaj izdala, kar mi je najbolj všeč, da so predstojniki potrdili pri darovanju, bodo odgovorni v vseh naših 13 centrih Karitas simbolno prinesli svoj hlebček kruha, ki bo simboliziral, da delimo človeški in duhovni kruh ljudem v stiski. Po maši bomo pa, gospod škof načrtuje še neka priznanja, vendar o tem sedaj ne bi govorila. Po maši pa se bomo preselili v čudovito cerkvico svetega Blaža, kjer se ne izvaja bogoslužje razen na praznik svetega Blaža, drugače se ta biserček obnavlja in v tem prostoru bomo imeli razstavo umetnikov za Karitas, pa iz istrskega območja prihajajo pevci, ki bodo nekaj v njihovem narečju zapeli. Naši mladi iz programa Popoldan na cesti, to je program za otroke in mlade, bodo izvedli eno kratko igrico, po tistem pa se preselimo na Škofijsko dvorišče, kjer bo malo druženje in tudi pogostitev. Za telo in dušo. Tako, za telo in dušo. In jaz se zelo veselim, ker so Istrani rekli, da nam bodo pripravili bobiče. Še nikoli jih nisem jedla. Dobro, lepo. In ker si omenila že umetniki za Karitas, sedaj se seli iz Maribora, iz Ars Sacre, ta razstava. Ja, to je dejansko naš slovenski umetniški sever-jug. Najprej smo bili v Murski Soboti, zdaj v Mariboru in od tam se selimo direktno v Koper. Danes pospravljamo slike in v soboto bodo že postavljene v cerkvi svetega Blaža. No, ampak pri teh umetnikih za Karitas imaš veliko zaslugo. Ti, saj od vsega začetka, koliko se spomnim, nekaj so poskušali tudi v naši nadškofiji, takrat škofiji na Ptuju, pa nekako ni ratalo. Na Sinjem Vrhu in v Škofijski Karitas Koper pa. In sigurno imaš velike zasluge. Koliko let je že? 20. Letos oziroma lani avgusta smo praznovali 20. okroglo. Posledica tega je bilo, da smo tudi skupaj, z vsemi Karitas iz Slovenije, odšli k svetemu očetu v Rim, imeli tam razstavo, pa še drugih veliko razstav po Sloveniji. Prej še v Bruslju, ne? Prej smo bili v Bruslju, na Dunaju, tudi v Sarajevu smo bili že. Vsako leto v Trstu in v Gorici italijanski, drugače pa Ljubljana, Maribor. Celo na ministrstvu? Ja, letos je bilo, lahko rečem, ne vem zakaj, verjetno
veter veje, kot hoče, rečem jaz, ko mi je Ja. kaj nerazumljivo. Istočasno, ko smo bili povabljeni v galerijo Družina v Ljubljano, smo bili povabljeni tudi na Ministrstvo za obrambo in v Državni zbor. Lepo. Tako da smo razstavo razdelili in na vseh krajih se je letos, kar mi je še posebej drago, slišalo: tujec sem bil in ste me sprejeli. Mislim, da to geslo je v tem trenutku, v tem času, v teh stiskah številnih tujcev in beguncev več kot na mestu. To in meni se tudi lepo zdi, da ste povabili pare družinske letos oziroma lani na Sinji vrh ob 20-letnici. Ja, res vsako leto skupaj s strokovnim svetom izberemo udeležence. Moram reči, nikoli ni bilo potrebno prositi, kakšnih objav dajati. Ljudje kar prihajajo, umetniki že leta prej darujejo, zato da bodo enkrat pa na vrsti, ko bo kolonija, da bodo lahko 5 dni skupaj. In v teh 20 letih 1381 umetnikov mi je bilo dano spoznati njihove duše, njihove talente, njihov način ustvarjanja. Tu sem dobila neverjetno, veliko. In med temi ljudmi so tudi umetniki, ki so mož in žena. In smo rekli 20 let, tista dvojka nas je nekako nagovorila in spodbudila in smo povabili najprej 10 zakonskih parov, ki so sodelovali v preteklih kolonijah. Madžarski par žal ni uspel, tako da jih je bilo 18 ljudi iz Slovenije, iz tujine, prišla sta iz Avstrije, iz Dunaja, profesorja, gospa in gospod Mašukova, ki sta sicer v Sloveniji, vendar po rodu Rusa. Bila sta Makedonca in Slovenki, sta poročena Makedonec in Slovenka, rektor na Makedonski likovni akademiji, gospod Dimovski, pa Klavdij Tuta in Klementina Golija, ki dejansko v evropskem prostoru zelo veliko pomenita, pa še številne druge, da ne bi koga pozabila. Čudovito. Sigurno zdaj še moramo pohvaliti družino, ki vedno sprejme na Sinjem vrhu. Ja. Pa tudi nas spremlja vedno. Na Sinjem vrhu je družina Vidmar. To sta mož in žena, Hieronim in Irma, in njuni 3 otroci. Začeli so tudi oni iz nič, lahko rečem. Gospod Hieronim je umetniška duša. Duhovna plat v tej družini je zelo prisotna. Tako da ne samo umetnike za Karitas, tudi druge skupine, tudi škofijske skupine sprejmejo. Recimo, mi smo imeli seminar za neprofesionalno svetovanje s pokojnim Bogdanom Žoržem, ki se zelo rada spominjam, tam sem dobila veliko znanja, vse smo imeli v njihovi hiši. Nič nam ni bilo treba poskrbeti. Oni nam berejo iz oči, kaj rabimo. Ni to bogatstvo, je to na skromen način, vendar tako naraven, tako pristen, da se vsi radi vračamo tja. Umetniki pa še najbolj. Poznam to, ker smo imeli tudi v slovenskem berilu pri njih, pa tudi srečanje, ko je bilo vseslovensko sodelavcev in delavcev, smo tudi tam bili deležni marsičesa. Ja, tako, Branko. Jaz se izredno spominjam, ko smo imeli sodelavci Slovenske Karitas, oba sva bila, pa še najni sodelavci. Takrat smo načrtovali za naprej, kako bomo delali. Še danes mi tiste smernice pomagajo pri delu. Ja, sigurno, to se pravi, da smo dobro načrtovali. Dobro, in tudi, da je res na Sinjem vrhu eno tako vzdušje blizu nebesom in odprt pogled v dolino. Ja, pa upam, da ne hodiš na Sinji vrh, ko pišeš komentarje. To bi tudi bilo prav, da omenjeva, da bodo vedno gledalci nekako začutili, da je to tista gospa, s katero sem se pogovarjal.
Kako nastajajo ti komentarji za družino, potem tudi za ognjišče, pravzaprav potem pa tudi za družino včasih pokličejo? Ja, za družino sem občasno nagovorjena s strani gospoda Petriča, z ognjiščem pa imamo z gospodom Trstenjakom vsi komentatorji že dogovor skozi vse leto. Ja. Tako da že zdaj vem, da prihodnji teden bo komentar in pridno poslušam naše politične, družbene razmere, pa tudi cerkvene, Ja. da lahko ne v slabem tonu, vendar pokažem svoj pogled na določeno problematiko. Kako nastajajo, pa je zanimivo. Takrat se jaz rada majčkeno umaknem, največkrat grem ali likat ali kuhat in ko mi se pojavi kakšna dobra misel, tečem za računalnik in napišem. Ja, tako kot navadno vsi delamo, Tako. ko se kaj pojavi. Tako, Ja. Pa sigurno je to tudi izmoljeno in potem, kdo pa prvi prebere tvoje komentarje? Ja, moram povedati po pravici, moj mož. Ja. Prvi tisti, ki mi pove, to si pa dobro napisala, to pa raje spusti, je prav moj mož. Aha. Ga čakam, ga ulovim, da prebere in mi pove svoje mnenje. Naslednji pošljem pa gospodu Trstenjaku in sodelavcem na Radiu Ognjišče. Še nikoli se mi ni zgodilo, da bi rekli, ja, pa to ni dobro, popravi, moram resnično povedati. Lahko si ne upajo, tako kot moj mož. In potem posnamemo in to je to. Ja. Res, hvala lepa za vsa ta dela in še veliko blagoslova pri pisanju komentarjev, pri delu z umetniki za Karitas, pa tudi pri Karitas v župniji na področju, kjer delaš, in tudi na škofijski ravni, kakor tudi na slovenski. Bi gledalcem kaj sporočila? Jaz osebno zelo težko, oziroma sploh hote ne ločim slovenska, škofijska, dekanijska, župnijska Karitas. Karitas je Karitas. Zame je to Karitas. Ja. In z isto, morda še večjo prizadevnostjo pristopim v domači župniji, kajti vem, da tam te ljudje poznajo. Moraš upoštevati vse tiste činitelje v domačem kraju, ni nihče prerok. Jaz sem namreč iz župnije Vipavski križ in Frančiškov duh veje med nami. Ja. Tako da na tem področju ga želim prenesti tudi v Slovenijo. Frančiškov duh čisto tistega asiškega ubožca in našega papeža Frančiška. In to vam želim, če bomo spoznali enega in drugega, ni strahu. Hvala lepa tebi, kakor hvala lepa tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke, in do naslednjič. Nasvidenje.